Tisoče let je bila ena sama želja večine ljudi, in to je živeti dlje in, če je mogoče, živeti večno. Veliko kraljev, cesarjev in bogatih ljudi je porabilo ogromno bogastvo, da bi odkrili skrivnost dolgega življenja. Zato še danes znanstveniki še vedno raziskujejo, kako upočasniti staranje človeka. Pravzaprav so ljudje zaradi obsedenosti z nesmrtnostjo začeli upati na krioniko. Postopek, pri katerem se telo umrle osebe zamrzne, v upanju, da jih bodo nekoč, ko bo tehnologija bolj napredna, lahko oživili. Ampak kljub temu, kaj če je odgovor na nesmrtnost v živalih in naravi? Pravzaprav je to res. Ker so nekatere živali že dolgo sposobne narediti nekaj, česar ljudje še ne zmoremo, v resnici obstajajo bitja na svetu, ki živijo več kot 100 let, nekateri pa skoraj da ne postarajo. Toda katere živali so to? Ali lahko pridobimo to njihovo sposobnost in jo prenesemo na ljudi? In to bomo raziskali. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in naročnino na naš kanal. To je že velika pomoč za nas, ustvarjalce vsebin. Zato začnimo. Prva na našem seznamu je žival, ki jo najdemo na Galapaških otokih. To je Galapaška orjaška želva. Galapaške otoke najdemo v Tihem oceanu, na zahodnem delu Ekvadorja v Južni Ameriki. Več kot 400 let je minilo, odkar so popotniki prvič zapisali o tem otoku. In ena od živali na otoku, ki so jih takoj opazili, so bile izjemno velike želve, ki so se tam sprehajale. To niso bile navadne želve. Nekatere med njimi živijo več kot 100 let. Druge pa dosežejo celo več kot 150 let. Z drugimi besedami, obstajajo želve, ki živijo dlje kot 3 ali 4 generacije ljudi. Zato si znanstveniki že dolgo zastavljajo vprašanje, zakaj živijo tako dolgo? Leta 2022 so raziskovalci izvedli eno največjih študij o staranju živali. Preučili so številne vrste plazilcev in dvoživk iz različnih delov sveta. In nekaj so opazili. Želve so med živalmi, ki najpočasneje starajo. To ne pomeni, da se njihova starost ustavi. Še vedno se starajo vsako leto, ampak njihovo telo slabi počasneje. Njihove celice počasneje propadajo. Počasneje dobijo težave, ki jih običajno doživljajo starejše živali. Ampak zakaj se to dogaja? Eden od razlogov je njihov počasen metabolizem. Preprosto povedano, njihovo telo deluje počasneje kot človeško. Predstavljaj si dve žarnici. Ena žarnica gori ves dan in vso noč, druga pa se uporablja le občasno. Katera se bo prej pokvarila? Seveda tista, ki se več uporablja. Enako velja za telo želv. Ker njihovo telo deluje počasneje, se tudi počasneje obrablja. Znanstveniki so opazili še eno stvar. Njihov debel in trden oklep ni le zaščita pred sovražniki. Možno je tudi, da jim to pomaga zmanjšati tveganje smrti zaradi nesreč ali napadov drugih živali. Ko je žival v naravi bolj varna, je večja verjetnost, da bo živela dlje. Dodam naj še, da je ta zgodba postala še bolj zanimiva zaradi slavne želve, ki so jo imenovali osamljeni Juri. Juri je bil zadnji znani predstavnik vrste velikanske želve na Galapagosu. Ko je umrl leta 2012, je to postala velika novica po vsem svetu. Toda tudi če je Juri umrl, je še vedno pomagal znanosti. Raziskovalci so vzeli vzorce njegove DNK in jih začeli preučevati, pri tem pa so odkrili nekatere nenavadne lastnosti. Ugotovili so, da imajo orjaške želve gene, ki telesu pomagajo bolje popravljati poškodovane dele. Imajo tudi lastnosti, ki lahko pomagajo v boju proti nekaterim boleznim. Sem spadajo bolezni, ki se običajno pojavijo, ko žival postaja starejša. S tem se odkritja še ne končajo. V drugi študiji so znanstveniki tudi opazili, da ko se pri želvi v telesu poškodujejo ali pojavijo težave s celicami, jih telo hitreje odstrani, kot sadež, ki začne gniti. Če ga takoj odstraniš iz košare, ne bo okužil drugih sadežev. Tako ravna tudi telo orjaških želv. Celis, ki bi lahko povzročile težave, odstranijo veliko hitreje. Zaradi tega se zmanjša možnost, da bi se bolezen razširila po njihovem telesu. To je eden od razlogov, zakaj znanstveniki še danes preučujejo orjaške želve. Ker je mogoče, da njihova telesa skrivajo skrivnosti, ki bi lahko pomagale bolje razumeti, zakaj živali starajo,
in kako je mogoče ohraniti telo zdravo dlje časa. Toda čeprav je orjaška želva z Galapaških otokov res izjemna, še vedno nima najdaljšega življenja na našem seznamu. Pojdimo naprej k naslednjemu. Pod mrzlim in temnim morjem Arktike živi žival, ki je videti, kot da prihaja iz drugega časa. Počasi se premika, je tiha, velika in verjetno starejša od mnogih držav, ki jih danes poznamo. To je grenlandski morski pes. To je eden najbolj skrivnostnih morskih psov na svetu. Ni tako hiter kot veliki beli morski pes. Tudi ljudje ga ne vidijo pogosto, saj se večinoma zadržuje v globokih in zelo hladnih delih morja. Toda razlog, zakaj je ta morski pes znan in zanimiv za znanstvenike, ni njegova hitrost, temveč njegova starost. Po raziskavi, objavljeni v reviji Science leta 2016, je grenlandski morski pes najdlje živeči vretenčar, ki ga pozna znanost. Vretenčar pomeni žival s hrbtenico. Sem spadajo ljudje, ptice, ribe, plazilci in sesalci. In med vsemi živalmi s hrbtenico ima grenlandski morski pes enega najizjemnejših rekordov glede dolžine življenja. Po raziskavi raziskovalcev z Univerze v Kopenhavnu lahko nekateri grenlandski morski psi živijo najmanj 272 let. Nekatere ocene celo pravijo, da lahko dosežejo skoraj 400 let. Obstaja celo možnost, da so nekateri še starejši od tega. Predstavljaj si to. Če je kakšen grenlandski morski pes živel več kot 200 let, je morda že plaval v morju, še preden se je rodil pradedek našega pradedka. Kakorkoli že. Medtem ko se svet na površju spreminja, se ta tiho premika pod ledom. Toda kako so znanstveniki ugotovili starost morskega psa? Včasih lahko prešteješ obroče na trdih delih telesa, podobno kot pri drevesu. Ko posekaš drevo, lahko vidiš črte, ki ti povedo, koliko je staro. Toda pri grenlandskem morskem psu ni tako preprosto. Nekateri deli njegovega telesa so mehki. Prav tako nima dovolj trdih delov, ki bi jih lahko uporabili. Da bi zlahka prešteli njegovo starost, zato so znanstveniki uporabili drugo metodo. Pregledali so oko morskega psa. V notranjosti njegovega očesa je del, ki se oblikuje, ko je morski pes še mlad, še preden se rodi. In ta del se skorajda ne spreminja, ko žival raste, kot majhen zapis v notranjosti telesa. Tukaj so znanstveniki uporabili metodo določanja starosti s pomočjo ogljika. Preprosto povedano, ogljikovo datiranje je način za oceno, kako dolgo je nekaj že obstajalo na podlagi preostalih kemikalij v tem. Ni popolno, ampak to zelo pomaga ugotoviti, kako staro je neko bitje. V tej študiji so preučili oči 28 samic grenlandske morske pse. In tam so se pojavili presenetljivi rezultati. Največji morski psi v vzorcu so bili ocenjeni na več kot 300 let starosti. In eden izmed njih je bil verjetno star med 272 in 512 let. Zaradi tega je dovolj dokazov, da se grenlandski morski pes šteje za eno najdlje živečih vretenčarjev. Zdaj pa je veliko vprašanje to, zakaj živijo tako dolgo? Eden najpomembnejših razlogov je mraz v njihovem okolju. Grenlandski morski pes živi v hladnih vodah Arktike in Severnega Atlantika. Na takšnih območjih se veliko stvari odvija zelo počasi. Gibanje je počasno, rast je počasna, energija se porablja počasi. In ko je delovanje telesa počasno, se tudi počasneje obrablja. To je kot mobilni telefon. Če ga cel dan uporabljaš za igranje iger, se hitro izprazni in hitro se greje. Ampak če ga uporabljaš le malo, bo zdržal dlje časa. Enaka ideja velja za telo grenlandskega morskega psa. Njegov metabolizem je zelo počasen. Metabolizem je način, kako telo uporablja energijo. Če je metabolizem hiter, telo hitro porablja energijo. Če je metabolizem počasen, telo energijo porablja počasneje. Pri grenlandskem morskem psu je delovanje telesa izjemno počasno, zato tudi raste zelo počasi. Kljub temu pa nekateri grenlandski morski psi dosežejo velikost več kot 5 metrov. Nekateri naj bi dosegli celo skoraj 7 metrov. Kot bi videl morskega psa, ki je dolg kot majhen čoln. A čeprav je velik, ni hiter. Pravzaprav je grenlandski morski pes znan kot eden najpočasnejših morskih psov. Po raziskavah je njegova hitrost manj kot 3 km/h. Še počasnejši je od običajne hoje človeka. A v njihovem svetu ni treba biti vedno hiter. V temnem in hladnem morju je pomembno, da varčuješ z energijo. In to je ena od njihovih možnih skrivnosti. Življenje je počasno. Počasna je rast, počasno je staranje. Leta 2024 je bila na Društvu za eksperimentalno biologijo predstavljena nova študija o metabolizmu grenlandskega morskega psa.
Po besedah raziskovalcev so analizirali mišične vzorce nekaterih grenlandskih morskih psov. Preverili so, ali se aktivnost določenih encimov spreminja, ko morski pes postaja starejši. Encimi so kot majhni pomočniki v telesu. Pomagajo, da procesi v telesu delujejo. Na primer pri uporabi energije. Pri mnogih živalih se ti procesi s staranjem spreminjajo. Toda pri grenlandskem morskem psu so raziskovalci opazili, da spremembe niso tako velike. Preprosto povedano, tudi ko morski pes postaja starejši, nekateri deli delovanja njegovega telesa ostajajo stabilni. To je razlog, zakaj so še bolj zainteresirani za to žival. Pri večini živali se namreč z leti telo opazno slabša. Toda pri grenlandskem morskem psu se zdi, da se njegovi sistemi starajo počasneje. To ne pomeni, da je grenlandski morski pes nesmrten. Še vedno umre. Lahko umre zaradi bolezni, nesreče, lakote, sprememb v okolju ali ker ga ujame človek. A ko gre za staranje, je njegova zgodba drugačna. Njegovo telo je kot da je nastavljeno na zelo počasen ritem. Medtem ko druge živali hitro rastejo in hitro starajo, grenlandski morski pes kot da počasi prehaja skozi čas. Še en razlog, zakaj ga je težko preučevati, je kraj, kjer živi. Ni lahko priti do globokega in zamrznjenega morja. Tudi grenlandskega morskega psa redko vidimo v njegovem naravnem okolju. Zato je dolgo časa ostalo znanje ljudi o njem omejeno. Veliko prejšnjih informacij o njih izvira iz ujetih morskih psov. Včasih so grenlandskega morskega psa lovili zaradi olja iz njihove jeter. Lovljenje je bilo v preteklosti večje, še posebej pred letom 1960. Danes je takšen ulov bolj omejen na nekaterih območjih, vendar pa ima človek še vedno vpliv na njihovo populacijo in tukaj postane pogovor resen. Če žival potrebuje več kot 100 let, da se začne razmnoževati, se zelo počasi opomore, ko se njihovo število zmanjša. Po nekaterih raziskavah lahko grenlandski morski pes potrebuje zelo dolgo, da doseže spolno zrelost. Ocenjujejo, lahko traja več kot 100 let. In kadar počasi raste žival, običajno tudi njihova populacija počasi narašča. To pomeni, da če jih ujamejo veliko, se izgubljeno število ne bo hitro nadomestilo. To je razlog, zakaj je proučevanje teh živali tako pomembno. Ne samo zato, ker želimo vedeti, zakaj živijo dolgo, ampak tudi zato, ker moramo razumeti, kako jih lahko zaščitimo. Ker če te živali izginejo, bomo izgubili tudi živi dokaz edinstvenega načina narave za boj proti staranju. Grenlandski morski pes ni morska pošast. Prav tako ni le navaden morski pes. Je opomnik, da ima svet še vedno skrivnosti, ki jih ne razumemo popolnoma. Na površju morja se svet hitro spreminja. Države propadajo, vojne se začinjajo in končujejo. Generacije se rojevajo in izginjajo. Toda pod hladnimi vodami Arktike živi morski pes, ki plava počasi. Tiho, počasi in v sebi nosi eno največjih vprašanj znanosti. Kaj, če je skrivnost dolgega življenja v počasnosti, ne pa v hitrosti? Zdaj pa se pogovorimo o naslednjem na našem seznamu. Imenuje se črni koral. Ko slišimo besedo koral, običajno pomislimo na pisane koralne grebene, ki jih vidimo v kristalno čisti vodi. Toda črni koral je drugačen. Pravzaprav zunaj sploh ni črne barve. Pogosto je rumenkasto rjav ali zlato rjav. Toda ko pogledamo njegovo trdo notranje ogrodje, tam vidimo črno barvo. Zato se imenuje črni koral. Dolga leta nihče ni vedel, kako stari so nekateri od teh koral, ker živijo v zelo globokih delih morja. Tako globoko, da sončna svetloba skoraj ne doseže tja. Težko jih je tudi preučevati, ker njihovo bivališče ni lahko dostopno. Ko so znanstveniki opravili raziskavo, so odkrili nekaj presenetljivega. Obstaja ena črna korala, za katero ocenjujejo, da je stara 4265 let. To pomeni, da je bila živa že pred vzponom številnih starodavnih kraljestev na svetu. Medtem ko se človeška zgodovina spreminja, ta korala pod morjem še naprej raste. Znanstveniki so se seveda vprašali, kako je lahko živela tako dolgo. Eden od razlogov je njena izjemno počasna rast. Po raziskavah se njeno telo vsako leto poveča le za malenkost. Skoraj ne bi opazil spremembe, če bi jo gledal vsak dan. Toda, ker še naprej raste tisoče let, počasi postaja večja. Kot hranilnik, če vsak dan daš noter le en kovanec, se zdi, da je to malo, ampak če to počneš več let, se bo veliko nabralo. Enako se dogaja s črnim koralom. Vsako leto zraste zelo malo. Obstaja še en razlog, zakaj živi tako dolgo. Živi v globokem delu morja.
Tam je zelo malo sprememb v okolju. Ni močne vročine od sonca, ni močnih valov kot v plitvem delu morja. In redko ga moti človek. Skratka, kraj, kjer živi, je bolj miren in varnejši. Prav tako ne potrebuje sončne svetlobe za preživetje. Namesto tega pobira majhne delce hrane, ki plavajo v vodi, kot da samo čaka, da mimo pride hrana. Zato lahko preživi tudi v zelo temnih delih oceana. To je razlog, zakaj je črni koral tako pomemben za znanstvenike. To dokazuje, da obstajajo bitja na svetu, ki lahko živijo zelo dolgo zaradi počasne rasti in stabilnega okolja. Trenutno je to ena najstarejših živali, ki jih je znanost odkrila. Toda tudi 4000 let še ni najvišji rekord na našem seznamu, saj obstaja še eno bitje v oceanu, za katerega verjamejo, da je še starejše. In kar je presenetljivo, nima možganov, nima srca, nima niti oči. A morda je to eno najstarejših živih bitij na celotnem planetu. To je antarktična steklena spužva, ki jo imenujejo tudi velikanska vulkanska spužva. Najdemo jo v mrzlih oceanih okoli Antarktike. Lahko zraste več kot 1 meter v širino in skoraj 2 metra v višino. A ni velikost tista, zaradi katere je postala znana med znanstveniki. Bolj kot to pa je zanimiva njena življenjska doba. Dolga leta so raziskovalci poskušali ugotoviti, kako stare so te spužve. Tega ni bilo lahko ugotoviti, nimajo namreč letnic kot drevesa. Prav tako nimajo jasnih oznak, po katerih bi lahko šteli leta. Zato so znanstveniki uporabili različne modele in izračune, da bi ocenili njihovo starost. Nekatere študije so predlagale, da so lahko nekatere od teh spužev stare več kot 20 000 let. Obstajajo celo še višje ocene, vendar se vsi znanstveniki ne strinjajo s takšnimi številkami. Nekateri raziskovalci pravijo, da je lahko njihova prava starost nižja zaradi sprememb v morski gladini v preteklosti. Z drugimi besedami, še vedno poteka razprava o natančni starosti, vendar je ena stvar jasna. Ti spužvi živijo izjemno dolgo. Zato je po številnih raziskavah bolj previdna ocena približno 15 000 let in tudi to je zelo težko verjeti. Zdaj, zakaj živijo tako dolgo? Eden od razlogov je izjemno počasen način njihovega življenja. V primerjavi z večino živali se v enem dnevu pri spužvi skoraj nič ne zgodi. Ne lovi hrane, prav tako se ne bori s sovražniki. Ves dan samo miruje na dnu morja, medtem ko voda teče skozi njeno telo. In ko voda teče mimo, iz nje črpa hrano. Deluje kot naravni filter. Vodo prepušča skozi svoje telo. Nato pobere majhne delce hrane, ki so pomešani v vodi. Njegov sistem je zelo preprost. In morda je to eden od razlogov, zakaj živi tako dolgo. Obstaja še ena nenavadna stvar glede steklene spužve. Njegovo telo ima majhne dele narejene iz silike. Silika je tudi ena izmed snovi, ki se uporablja za izdelavo stekla. Zato jo imenujejo steklena spužva, saj če jo pogledamo od blizu, izgleda, kot da ima v telesu majhne koščke stekla. Ti deli pomagajo oblikovati njeno močno ogrodje. In tudi ko spužva umre, njeno ogrodje pogosto ostane na dnu morja. Še ena nenavadna lastnost spužve je preprostost njenega telesa. Nima možganov, nima srca, nima oči, nima niti pravih mišic kot večina živali. A kljub temu lahko je. Lahko zraste zelo veliko in živi zelo dolgo. Kot da kaže, da za dolgo življenje ni potreben zapleteno telo. Včasih preprostejši sistem traja dlje. Obstaja še ena vrsta steklene spužve, ki jo znanstveniki pogosto preučujejo. Imenuje se venerina košarica. Znana je po tem, da v njej živijo majhne kozice. Ko so kozice še mlade, lahko vstopijo v notranjost spužve. Toda ko rastejo, se možnosti, da bi prišle ven, zmanjšajo. Zato večinoma tam živijo do konca svojega življenja, znotraj spužve. Kot da bi jim spužva postala dom za vse življenje. V zameno pa kozice pomagajo čistiti notranjost spužve. Tako imata obe bitji korist od tega. Dolgo časa so te spužve že del morskega dna. Ko umrejo, za seboj pustijo svoj skelet. Sčasoma pa ta skelet postane prostor, kjer lahko živijo druge spužve in majhni organizmi. Z drugimi besedami, tudi po svojem življenju še vedno pomagajo drugim bitjem.
Trenutno je antarktična steklena spužva ena najdlje živečih živali, ki jih pozna znanost. Toda tudi 15.000 let ni najbolj nenavadna zgodba na našem seznamu, kajti naslednje bitje na našem seznamu nima samo dolgega življenja. Po mnenju znanstvenikov ima sposobnost narediti nekaj, kar je za večino živali skoraj nemogoče. In to je obrniti proces lastnega staranja. In zdaj pridemo do živali, zaradi katere veliko ljudi uporablja besedo nesmrten. To ni morski pes, to ni korala, prav tako ni spužva. To je le majhna meduza. Zelo je majhna, še manjša od človeškega nohta. Toda med vsemi živalmi, o katerih smo govorili, ima verjetno najbolj nenavadno sposobnost. Imenuje se nesmrtna meduza. Zdaj pa najprej razjasnimo eno stvar. Beseda nesmrten ne pomeni, da ne more umreti. Še vedno je lahko pojedel druge živali. Še vedno lahko umre zaradi bolezni. Še vedno lahko umre, če se poškoduje. Ampak zna nekaj, česar skoraj nobena druga žival ne zna. Lahko se vrne v zgodnejšo življenjsko fazo. Preprosto povedano, ko se sooči z resno težavo, kot da ponastavi svoje telo. Da bi to bolje razumeli, si najprej poglejmo, kako večina meduz živi. Običajno začnejo kot zelo majhen organizem, nato rastejo, postanejo odrasla meduza. In ko pride konec njihovega življenja, umrejo. To je normalen proces. Toda nesmrtna meduza je drugačna. Ko je poškodovana, lačna ali doživi hud stres, njeno življenje ne konča takoj. Namesto tega se začne nenavaden proces. Njeno telo se postopoma vrača v zgodnejšo fazo življenja, kot da bi starejši človek nenadoma spet postal otrok. Seveda se to ne zgodi točno tako, ampak to je najlažji način, da razumemo ta proces. V kratkem celice spremenijo svojo funkcijo in namesto, da bi ostala odrasla meduza, se vrne v mlajšo fazo svojega življenja. Potem lahko ponovno zraste in spet postane odrasla meduza. In če se ponovno pojavijo pravi pogoji, lahko ta proces polovi. To je razlog, zakaj je ta žival postala znana po vsem svetu. Na papirju se zdi nima omejitev, ko gre za staranje. Medtem ko večina živali s staranjem napreduje proti smrti, lahko ta meduza ponovno preide v mlajšo fazo življenja. Ampak zapomnite si, to ne pomeni, da je zagotovljeno, da bo živela večno. Če jo poje želva, riba ali drug plenilec, je njenega življenja vseeno konec. Če se njeno telo preveč poškoduje, lahko še vedno umre. Zato je bolj pravilno reči, da zaradi staranja ne umre zlahka. To pa ne pomeni, da nikoli ne bo umrla. To vrsto so odkrili leta 1883, vendar znanstveniki njene nenavadne sposobnosti sprva niso opazili. Minilo je še veliko let, preden so ugotovili, kaj ta vrsta v resnici zmore. V 80-ih letih prejšnjega stoletja so raziskovalci opazili nekaj, česar niso pričakovali. Opazili so, da nekatere odrasle meduze ne umrejo, kot bi pričakovali. Namesto tega se vrnejo v mlajšo fazo svojega življenja. Takrat je ta žival začela dobivati vzdevek nesmrtna meduza in še danes jo znanstveniki preučujejo. Povsem naravno je, da se mnogim ljudem poraja vprašanje. Če to zmore meduza, ali se lahko to nekoč zgodi tudi človeku? Za zdaj je odgovor še ne. Človeško telo je še zelo daleč od te sposobnosti. Ne moremo obrniti celotnega telesa nazaj, da bi se vrnili v otroštvo. Ne moremo ponastaviti vseh svojih celic, kot to počne ta meduza. Kljub temu pa so znanstveniki še vedno zelo zainteresirani za to. Ne zato, ker bi želeli narediti človeka nesmrtnega, ampak zato, ker želijo razumeti, kako meduza spreminja svoje celice. Ko bodo bolje razumeli ta proces, bi to lahko pomagalo pri raziskavah staranja, popravljanja poškodovanih celic in nekaterih vrst bolezni. In tukaj se konča eno izmed najbolj nenavadnih potovanj v svetu narave. Od orjaških želv, ki živijo več kot stoletje, do grenlandskega morskega psa, ki lahko živi več 100 let. Od črne korale, ki živi tisoče let, do spužve, ki je lahko starejša od večjega dela človeške zgodovine. In na koncu je majhna meduza pokazala najbolj nenavadno sposobnost med vsemi. Ni največja. Ni. Najmočnejša. Niti najpametnejša. A morda najbolj presenetljiva. Kajti med vsemi živalmi, ki smo jih videli, je ta najbližje nečemu, o čemer ljudje že dolgo sanjamo.
pobegu pred staranjem. In to nas opominja, da je še veliko stvari o življenju, ki jih ne poznamo. Kajti bolj ko znanost preučuje naravo, bolj nam razkriva, koliko skrivnosti je še vedno skritih na našem planetu.